Dober dan. Dober dan. Nestrpno pričakujeva četrtkov sestanek Vlade Republike Slovenije. Prav tako živčna sva. Kajti vlada napoveduje, da bo v četrtek sprožila postopke vezane na arbitražo Evropsko komisijo, na neodločnost Evropske komisije, na cincanje Evropske komisije, a se mora kakorkoli opredeljevati glede implementacije arbitražne odločitve ali ne. Zdaj, tako kaže, kakšno so zadnja stališča Bruslja, je, da arbitraža je bila glede meje, da se razume med Slovenijo pa Hrvaško, ampak naj o implementaciji se kar Zagreb pa Ljubljana zmenta, pol bomo pa že, nekako. Zdaj, ta drža Bruslja je za neko skupnost, ki vendarle temelji na načelih vladavine prava, nekoliko nenavadna, neobičajna. Rečemo kar nesprejemljivo, no? Korak nazaj. Sploh kamor, ker Evropska unija to ni, bi moralo biti, ne? Varuh vladavine prava, ne? Mislim, Evropska unija, veš, kolikor je vzameš, ne? Evropska komisija. To je lahko skupnost premoga in železa, ne? Evropska komisija naj bi figurirala kot varuh vladavine prava, ne? Ja. Saj tako so, mislim, tle se obnaša, da jim gre za premog pa jeklo, pa mogoče še kaj, ne? Ja. Principi, na katerih pa ta reč, ta institucionalna zgradba stoji, pa kada niso pomembni. Jaz bi podprl Cerarja v tem, da pač predsednika vlade v tem, da Slovenija pač toži Hrvaško. Upam pa, da vedo, kaj delajo, ne? Zato ker, tako kot je Saša Vidmajerjev napisala v sobotni prilogi, če tožiš, to bi v Luksemburgu, in ker Evropa noče, da to vrstni spori potekajo, da ena država toži drugo državo, bi lahko na koncu pristalo na sodišču v Narodnem sodišču v Hagu, To je pa tisto, kar bi si Hrvaška želela. Ne vem, če ne gre za poenostavitev, ne vem sicer, ampak pod črto rečeno, tisti, ki bodo pač upravljali za to tožbo, morajo vedeti, kaj počnejo. Ker ne napadeš, če ne veš, da boš zmagal, ne? Ampak principijelno gledano, pa mislim, da ima Slovenija prav, da izkaže pred svojo suverenost, drugič pa svojo privrženost vladavini prava, ne? To je tudi Saša napisala ob tem, ko je popolnoma pač upravičeno seveda skritizirala zdajšnjega odhajajočega ministra Karla Erjavca, češ da je rekel, tja ga je pohvalila, da je rekel premijeru Cerarju, kaj sploh hodiš v Zagreb, če veš, da se tam dogovoriti ne boš mogel ničemer, ne? Zato, ker so to prazne besede in nimajo niti volje, da bi se podvrgli implementaciji arbitražnega sodbe, ne? In zanimivo je to, da se zdaj utegne igra obrniti, ne? Da se balkanska posla, ker to so balkanska posla, ne? Se pravi, skupaj določiš sodišče, skupaj se uskladiš s tem, da greš na sodišče in podpišeš, da boš spoštoval pač sodbo, potem vmes pride do neke epizode, do neke kontaminacije, in vendar se potem tam iz uradnega stališča ugotovi, da je zadeva sanirana, da se gre lahko za procesom naprej, potem pa ne spoštuješ sodbe, ne? To so balkanska posla. Ampak zdaj se ta balkanska posla dogaja pa dejansko v Bruslju, ne? Se pravi, Jean-Claude Juncker za mene strahovito razočaranje, ne? Namreč iz pozicije, da kot predsednik Evropske komisije se ne gre za to, za koga navija. Sploh ni pomembno, gre za Slovenijo, gre za Hrvaško. Je pa izredno pomembno, da pledira za spoštovanje vladavine prava, ne? Ampak zdaj spet ti mene razočaral. Ker? Ja, mislim, zaradi tega, ko praviš, da te je Juncker razočaral. Kako te lahko razočara nekdo, ki je bil premier davčne oaze znotraj evropskega pravnega reda in se obnašal, da se ga evropski pravni red ne tiče in je pač kneževina Luksemburg bila taka zabavna oaza znotraj te evropske kompozicije, ne? Ja, tvoja poanta je dobra, ampak vendarle sem mislil, da je prišlo do nekega razločka med Junckerjem starega kova in pa med predsednikom Evropske komisije, ker to je neko oblačilo, ki si ga ne deneš in ga ponotraniš, ne? On bi se moral zdaj ne kot nek zasebnik, ampak kot predsednik obnašati, ne? Kot predsednik funkcije, ki upravlja in pa zastopnik Evropske komisije, ne? In vladavina, in zdaj tisto, kar mene skrbi, ne? Veš, koliko
zunanjih sil napada Evropsko unijo za svojo ne samo prisotnostjo, ampak aktivno držo. Recimo Trump Amerika, ne, ki poskuša pokazati, Bannon, ne, ki poskušajo pokazati, da je treba Evropsko unijo razsedlati iz nekega fantazmagoričnega obzorja človekovih pravic in pa da je treba upeljati koalicijo nacionalizmu, ki bo preprosto branila krščanske vrednote, postavila zidove in ne bo noter spustila več nikogar. Ne? To je ena opcija. Drugo, potem imaš notranja trenja, a ne teh desnic kot Orban, pa v Italiji se je zgodil Marine Le Pen, pri nas in tako naprej, ne? Ki v bistvu tudi napadajo liberalno demokracijo oziroma liberalno-demokratsko ureditev, katere stebra sta pa vladavina prava pa spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Ne? In zdaj naenkrat dobimo sporočilo, da pa so vladavina prava se pa da pogovarjati. Ne? Kitajski monopol, ne? Se pravi, kitajski monopol sporoča, mi vam damo blaginjo brez demokracije. Ne? Carski, ruski model, enako, mi smo delujoča, uspešna država, ki ne rabi demokracije. Evropska unija je jedro demokracije. Življenjska raven, ne samo ekonomska, ampak tudi duhovna, če hočeš intelektualna, humanistična je v Evropi na svetu najboljša. Ne? In zdaj naenkrat pride sporočilo vladavina prava, ki je eden od stebrov te logike, ne? Ni več pomemben. Delajte, kar hočete. Ja, ampak veš, tle je verjetno tudi imeti v obziru še potem interese evropskih ljudskih strank, ne, ki naj naredijo kongres v Pekingu naslednjega, še naslednjega pa v Moskvi, ni problem. Samo z Bruslja naj ne sporočajo takih sporočila. Ne? In naj preprosto rečejo, mi nismo več za Evropsko unijo, ampak smo stranka interesov znotraj svoje družine. Odkot? Naenkrat logika, da Evropska unija je prepoznavna samo po procesiranju interesov istokrvne skupine. Ne? Mislim, kje je logika? Moj vtis je ta, da imaš članico Evropske ljudske stranke v Zagrebu na oblasti, zaradi tega Bruselj, ki je vendarle pod velikim vplivom Evropske ljudske stranke, pač simpatizira malo bolj z Zagrebom kot z Ljubljano, kajti Evropska ljudska stranka v Ljubljani nima tako močnega oporišča kot v sosednji Hrvaški. Ampak jaz se spominjam izjave Angele Merkel, ko je prvič prišla na oblast, ki je rekla, da se ganz persönlich, čisto osebno zahvaljuje Gerhardu Schröderju, ker je svoje strankarske preference pustil ob strani in je z ukrepi škodoval svoji stranki in rešil Nemčijo z varčevalnimi ukrepi takrat. Ne? Se pravi, tudi v ljudski stranki, katere članice tudi Angela Merkel, znajo ceniti to, da nekdo v stran spusti osebne interese in se dvigne na bolj pomembno univerzalno raven, kamor seveda spada vladavina prava in temeljne človekove pravice. Ne. Jaz ne bi Angeli Merkel očital velikih napak, še posebej zato, ker je pokazala široko noto pri begunskem vprašanju takrat. Ne. Pri grškem pa ne. Pri grškem pa ne, dobro, ampak definitivno pri zdajšnji poziciji Junckerja, se ne rečem, da je to zadnja pozicija, ne rečem tudi, da je to odločilna pozicija. Je pa zaskrbljujoča, zato ker če bi se pa naenkrat postavilo, da mi in sprejeli bi recimo Erjavčev predlog, da v Zagreb ne hodimo zato, ker za balkanska posla nima smisla izgubljati časa, ko bo padla teza, da nimamo kaj v Bruselj hoditi, ker so se balkanska posla tja preselila, to bi bila pa velika kriza. Ker potem pa nacionalizmi dobijo krila in prosto pot. Ker to, kar se dogaja z hrvaškim naskokom na arbitražno sodbo, je nič drugega kot nacionalistični pohod. Nič drugega, zaradi tega, ker Hrvaška bi že zdavnaj sprejela to sodbo, če se ne bi bala nacionalističnih notranjepolitičnih učinkov. Tako, je neprijetna demontaža, veš, nekih načel, katerim smo tako z nekim zanosom se nagibali, prisegali k njim na sredini prejšnjega desetletja, sem imel referendum, vpis v Evropsko unijo, vstop v Evropsko unijo, tudi znatno mero entuzijazma. Seveda ne. In prepoznavo nekih vrednot, ki se jih sami večkrat ne držimo, oziroma Slovenija se jih večkrat ne drži, ampak jih pa prepoznava kot veljavne. Da Slovenija tudi tako podobno kot Hrvaška včasih pelje kakšna balkanska posla. Ajde. Ja, seveda.
se smo vendar dežela v večni tranziciji. Ne. O čem govoriš? Govorim o vseh možnih načinih obvodov in takih in drugačnih v procesu privatizacije, vrednote so padle, ne. V procesu socialnih preobrazb, konec koncev, tudi zdaj pri upravljanju slabih bank in teh, stalno se soočamo z nekimi nepravilnostmi, ki podlegajo nekim metodam, ne, ki v prosti niso vredne nekih ustavnih meril, ne, in v tem smislu jaz Slovenije ne bi pretirano hvalil, ampak vedno je pa priznavala vsaj v načelu vladavino prava in do Evropske unije se je vedno referirala skozi pozicijo vladavine prava in se je vedno obnašala tudi servilno, mogoče celo preveč servilno do priporočil, zahtev in tako naprej. Ne. Jaz sem slišal boljšo oznako, vazalsko. Ali pa vazalsko, v redu, ne, sam to, da bi zdaj, to bi jaz zelo podprl, ne, da zdajšnja vlada pokaže neko suverenost in da reče, v redu, bomo pa mi bolj evropski kot je Evropa sama, kot Evropska komisija in bomo naprej ustrajali na poziciji vladavine prava, čeprav so oni zapustili pozicijo vladavine prava in so šli v balkanska posla. Ne. Se mi zdi ta pozicija pravilna. Kje pa prijatelje iskal pol? Če jih nimaš, jih itak nimaš. Ne. Če nimaš te pozicije v osnovi, se ne smeš blefirati samega sebe, da jih imaš. Se pravi, boš, da takoj prepoznaš, da si sam. Ne. Če gremo pa zdaj na interesno platformo, potem pa vsem, če gremo nazaj v neko slovansko zgodbo, pa se povežemo s Putinom, se on je močen. Ne. Zakaj bi se blefirali, da smo znotraj neke civilizacije, ki je ni? Se pravi, jaz pa mislim, da moramo biti v tej civilizaciji in se je treba za njo boriti. Zato mislim, da je treba postaviti pozicijo in upozoriti na to. To s Putinom, kar si rekel, je sam provokacija, domnevam torej. Ja, logično, ne, se tako je enkrat že slavjanofilsko gibanje nastalo. Ne. Slavjanofilsko gibanje je nastalo potem, ko je postala Habsburška monarhija ječe narodov. In potem so se slavjanofili začeli na podlagi empatije do slovanstva, na podlagi predmodernih, tako rekoč rodovnih vizij povezovati. Ne. In tako je nastala prva tudi enota južnoslovanskih narodov kot možna opcija, ne, pod zastavo trobojnice bela, plava, rdeča in tako naprej. To so že vse znane zgodbe. Zdaj smo pa prisegali neko moderno zgodbo, v kateri presegamo kri, presegamo nacionalnost in pa same determiniranost jezika in gremo to se pravi v demokracijo, v kateri je možno gojiti tudi enost v različnosti, različnost v enosti, ker je mogoče spoštovati individualne človekove pravice in edini garant za to je pa pod znanim pojavom liberalne demokracije pa vladavina prava pa pač priznanje temeljnih človekovih pravic. Precej jezna razprava v Sloveniji teče zadnjih nekaj tednov, ne, o izvajanju državnega svetnika Matjaža Gamsa v državnem svetu, ne, ko se je lotil podatkovja, ki pripoveduje o demografskih trendih v Sloveniji, tudi v Evropi. In potem prišel do nekih sklepov, ugotovitev, zaradi katerih po eni strani zelo kritično opozarja na demografske učinke, po drugi strani so ta njegova opozorila privedla do poziva, ne, kar velikega števila ljudi, ki delajo v znanstveni sferi, da pravzaprav bi moral Matjaž Gams kot nekdo, ki v državnem svetu predstavlja znanstveno sfero, mandat vrniti, zaradi tega, ker je med predavanjem v državnem svetu nastopil stališči, ki so zelo sporna. Ne? Če sem prav posnel, se zelo proti njemu obračajo tudi feministična gibanja. Bo res, ja. Se pravi, jaz sem si ta njegov, sem se ponižal in sem na Nova 24 si ugledal posnetek tega predavanja v državnem svetu. Ne? In to je 11-minutno predvajanje, jaz sem celoti pogledal, ne, in lahko rečem prvič to, da se skoraj v ničemer ne strinjam z Gamsom, zaradi tega, ker način, kako je izpeljal, je približno tako, ne, ko Lečevlje sodi na Kopitar in on definitivno v tej zadevi ni bil Kopitar. Ne. Druga stvar je to izvajal tako, kot naj mi izraz oprostijo vsi, ne, kot eno Teslo, ne, ki lomasti tako. Ne. Je pa ne izpodbitno
res to, ne, da on ni imel želje nikogar žaliti, da ni imel želje zapostavljati niti žensk, niti drugih oblik zakona ali podobne stvari in da so te napadi, ki so se na njega zvrstili, v bistvu, se pravi, učitelj sem mu to, da je v znanost vnesel ideologijo. V resnici je pregon njega vnesel ideologijo v njega. Ne. Tako sem videl. Ne. In jaz, kot rečeno, mislim, toliko imam pač tega humanističnega znanja, da vem, da je on klad v neumnosti. Ne. Ja. Jih je. To je nesporno. Ne. Ker kot s to inženirsko pametjo nima v socioloških, družboslovnih premisah kaj iskati preprosto zaradi tega, ker so stvari prekompleksne in na nek način kaže tudi na podcenjevanje družboslovnega znanja. Ne, oziroma, jaz nimam težave s tem, ne, da inženir razpravlja o demografskih težavah. Ne. Samo v tem primeru, ne, po mojem, mora biti pozicija jasna. Ne. Razpravljam kot državljan. Vse to pa je naredil. Razpravljam kot nekdo, ki se mu zdi, da je poklican. Ne, da, to je tudi naredil. Ja. On je izrecno povedal, da je on inženir in da njega zanimajo samo številke. Nekajkrat z določeno samo ironijo. Ne, ja, on to je storil in ravno zato jaz branim pač njegovo pravico do tega, da govori. On to je storil in ne glede na to, da se z njim ne bi strinjal, oziroma praktično se ne strinjam, ne? Ampak on je jasno postavil svojo pozicijo. Jaz govorim kot jaz, tolikrat zmoren, tolikrat znam, pa iz teh in teh ugotovitev, veljavne ali neveljavne. Ne? Ampak on mora imeti v odprti družbi pravico, da pove svoje mnenje, če noče biti žaljiv. In tudi izrecno, prav v seriji zanika nisem mu namena povedati to, da je ženska emancipacija povzročila, da rodnost pada. Jaz sem samo fakte poskušal ugotoviti na podlagi številk. Ne? Tako izpeljal nisem delal, nisem bil judgmental, nisem hotel povedati, da je to dobro ali pa je to slabo. Jaz sem samo tisto, kar sem mislil, da je relevantno nanizal. Ja, pismo, če nekdo to na tak način počne, jaz sem 100% za to, da ima pravico govoriti. Se z njim strinjam ali se ne strinjam, nima nobene zveze. Ne? In jaz mislim, da je ta reakcija, ki ga hočejo izgnati v imenu neke inkvizitorne pameti, da je zgrešena in da je nevredna levih intelektualcev, če mene vprašaš. Ne? Mislim, to toleranco, zato smo se vendar borili. Ne moramo mi Janši učitati stvari, ne, ki jih potem pa nekdo drug počne. Ne? Sorry, mislim, jaz, kot rečeno, vsebinsko se jaz z Gamsom ne strinjam. Mislim pa, da je treba braniti v tej državi pozicijo različnosti, možnosti do tega, da tudi drugi spregovorijo in seveda zraven pa še tudi pravica, da so tudi tisti različni, ki jih zagovarjajo pač ta gibanja. Logično, da je treba tudi za geje, za različne oblike družin in tako naprej. Tu treba dati besedo, saj smo jo vendar dajali, ne? Saj smo se vendar zavzemali za to. Ampak Gams tu ne sme biti izjema, tudi on ima pravico govoriti iz svoje, recimo, verjetno je na Jožefu Štefanu zaposlen, verjetno je izredno inteligenten in tako naprej, ampak je pa humanistično, ima pa zelo zamejeno pamet. Se pravi, tudi njegova zamejenost ima tudi svoje pravice. Ne? Sej, kdo pa piše, da nekdo ne sme razpravljati pa v svoji zamejeni humanistični pameti? Pa naj, ne? Mislim, sej, kjera pamet pa ni zamejena. Vsaka pamet je zamejena in on je izrecno tam povedal, da tako on misli kot inženir in zato bi v tem prostor razprave. Se potem bi pa nekdo lahko enako spoštljivo ali pa če hočeš reči, ali pa nonšalantno iz neke druge logike prišel, pa bi mi preprosto povedal, vi tako pravite, ampak ne upoštevate tega in tega. Ne pa, da postane pa, ne vem, tarča pozivana izgine iz državnega sveta in da ne vem kaj vse. Skratka, jaz se s tem ne strinjam, kar se je nad njim zgodilo. Zdaj tako, ne, jaz bi rekel, da vitalnost javnega prostora, ne, vitalnost konec koncev javne debate, ne, je med drugim tudi v tem, ne, da se znotraj tega prostora priznava pravica do zmote. Seveda, pa do subjektivnosti, pa do vsega tega. Do tega, da razpravljaš iz perspektive, ki je zamejena. Seveda, ne? Absolutno. Kaj ti trditev, ne, da obstajajo perspektive, ki so pa nezamejene, je prav tako ideološka. Ne sme pa biti sovražna, to pa ja. Ampak on ni bil sovražen. On je izrecno prav rekel, da on pač tako misli, govori kot inženir in tako vidi.
videl je narobe, če mene vprašaš. Ampak tako je videl. Ni pa širil sovraštva, pa on ni. Saj tako je bilo videti. Ne? To je bistvena razlika kot med političnim govorom nekega, recimo, ne vem, pustimo zdaj imena, ne, ki so v bistvu pozivali k temu, da se pobije imigrante, skratka k temu, da se poškoduje ljudi, da se jih označi kot, da niso ljudje in tako naprej. To je čist druga govorica, ne? Čist drugačen način govora, ne? Kar postaja zdaj kriterij tudi v razmišljanjih kot za te koalicije, ne, kakšne bojo nastale. Zdaj so se intelektualci skupaj izložili in so napisali, v imenu katerih vrednot in katerih želja je treba sestaviti kakšno vlado in tako naprej. V bistvu smo zdaj še čisto v nekem medprostoru, še zmeraj ne vemo, kdo bo pa kako bo sestavil vlado. Je pa res, no, da prvi test, ne, kje smo in kam gremo, bo, ko se državni zbor konstituira in ko bo razpravljal o tem, kdo naj bi postal predsednik državnega zbora. Zdaj, ko bomo to videli, bomo morda malo boljš, za vtenk boljš razumeli, kjere vektorske vsote oziroma kateri vektori skušajo doseči vsoto, kateri vektori so pa postavljeni tako, da drug drugega izključujejo. Ampak pri teh klepanjih koalicije je ponavadi tako, da je ključna tista noč pred zadnjim dnevom, ne, ko se potem zadeve dorečejo in mislim, da nima smisla, da danes prognozirava, ker se bodo verjetno stvari še neštirikrat obrnile do petka. Res je. Hvala lepa.